Vojna z Iranom je bila v zadnjih nekaj dneh pravi vihar, vendar so ameriškega častnika, ki je po strmoglavljenju svojega F-15 ostal za sovražnikovimi linijami, že rešili. In za nas so podrobnosti reševalne operacije polne spletk, saj vključujejo prefinjene strateške zvijače. Streljanje med ameriško vojsko in iransko revolucionarno gardo. Izgubo še 2 ameriški letali in prve ameriške enote na terenu. Torej, danes moramo na situacijo pogledati z različnih zornih kotov. Seveda bodo podrobnosti, ki jih do zdaj poznamo o reševalni operaciji, naša prva prioriteta, tako zaradi tega, ker se je tam veliko zgodilo, kot tudi zato, ker je to v osnovi zanimivo. Nato bomo prešli še na številne druge misli, vključno s ponovnim razmislekom o varnosti ameriških letov nad Iranom. Nekaj bolj ezoteričnih strateških možnosti, ki jih imata Združene države in Iran. Naslednjič, ko se kaj takega zgodi, in izvedljivost misij, ki vključujejo prisotnost na terenu. Začnimo pa z reševalno operacijo. Zgodba se tukaj začne 3. aprila, ko je F-15 strmoglavil v Iranu, blizu severa Perzijskega zaliva, domnevno potem, ko ga je sestrelil nekakšen iranski prestreznik. Več o tem čez trenutek. Pilot, katerega izmetni sedež je tukaj viden, je bil takoj rešen. Razlog za hitro rešitev ni jasen, vendar je verjetna razlaga ta, da je pristal na varnem območju in so ga našli, preden so ga lahko iranske sile izsledile. Častnik za oborožitvene sisteme se je prav tako katapultiral, vendar je ostal pogrešan, kar je povzročilo dvodnevno dramo. Dovolite mi, da zdaj predstavim, kaj kažejo prvi podatki o dogodku, ob prijaznem opomniku, da lahko novejša poročila nekatere od teh podrobnosti spremenijo. In še opozorilo, da Iran trdi, da se nič od tega ni zgodilo in da je bila celotna reševalna operacija katastrofa. Ampak Iran trdi veliko stvari, ki jih neodvisni mediji ne morejo preveriti. Tako bomo, v nasprotju z dezinformacijskimi boti, ki so okužili vse družbene medije, tukaj naredili vse, da te trditve prezremo. Takoj po pristanku je častnik aktiviral svojo napravo Combat Survivor Evader Locator, ali krajše CSEL. Deluje kot svetilnik za ameriške iskalno-reševalne operacije, da najdejo sestreljeno posadko. Preden so razvili to črno skrinjico, ki jo vidite, so imeli prejšnji svetilniki težavo, ker so oddajali splošni signal, kar je pomenilo, da so ga lahko uporabile tudi nasprotne sile in tako prve prišle do lokacije s prednostjo domačega terena in vsem tem. CSEL poskuša omejiti signal samo na prijateljske sile z uporabo šifrirne tehnologije in omejevanjem oddajanja na kratke impulze. Častnik za oborožitvene sisteme se je nato zatekal v kritje na visokem grebenu na višini 7000 čevljev in čakal na reševanje. Omeniti velja, da so to iste gore, ki so ovirale iraški poskus invazije na Iran pred več kot 3 desetletji. CSEL je deloval tako, kot je bilo predvideno. Združene države so takoj vedele, kje se nahaja pogrešani častnik za oborožitvene sisteme. Vendar pa tukaj obstaja velika strateška težava. Tudi če vam oddajnik pove le, kje se častnik skriva, lahko vaša dejanja prav tako razkrijejo njegovo lokacijo. Naprimer, če s helikopterjem poletite naravnost k njemu, nato pa ugotovite, da pristanek v tistem trenutku ni varen, potem vsak, ki opazuje ta helikopter, natančno ve, kam mora iti. Potem imate težavo, saj se boste morali spopasti s še veliko več sovražnimi silami, ob predpostavki, da sovražnik ne zajame častnika prvi. Torej, kar se zdi, da smo videli od petka do sobote, je kombinacija dejanske zračne zaščite za sestreljenega častnika in iskalnih akcij za preusmeritev pozornosti, da bi Iran zavedli. To je vključevalo, da je CIA začela informacijsko kampanjo znotraj Irana, da bi zmedla sovražne sile glede situacije. Posebej je bila uporabljena zvijača o tem, da naj bi častnik odšel s konvojem po kopnem, s čimer so skušali prepričati Iran, naj išče napačno stvar. Mimogrede, to bi bilo res nenavadno sploh poskusiti. Več o tem, ko bomo govorili o kopenskih enotah na terenu. Kakorkoli, zamuda pri reševanju se je nadaljevala, dokler ni bilo dovolj iranskih sil potisnjenih nazaj ali drugače odstranjenih, pri čemer so ponovno prevladovala letala A-10 Warthog. IRGC je med silami, s katerimi so se Združene države očitno spopadle. Nato je nekje v zgodnjih jutranjih urah v nedeljo mornariška enota sil Team 6 šla v akcijo.
Podrobnosti tukaj so bolj skope, vendar so komandosi uporabili kombinacijo helikopterjev in letal, da so prišli na območje, pristali, zagotavljali ognjeno podporo, da bi iranske sile zadržali stran, pobrali častnika za oborožitvene sisteme in zapustili prizorišče. Eden bolj zanimivih vidikov misije je, da 2 letali C-130 ob poskusu odhoda iz Irana ni moglo vzleteti. To nakazuje, da so Združene države za potrebe operacije vzpostavile de facto letališče znotraj Irana. 3 dodatna letala so morala prileteti kot okrepitev, kar je zahtevalo, da so morali uničiti obstala letala C-130, da jih ne bi preprosto prepustili Iranu. V operaciji ni bilo ameriških žrtev. In to je v bistvu vse glede same reševalne akcije. Tukaj bom pustil objavo Donalda Trumpa na Truth Social, kjer je napovedal operacijo, za vse vas, ki imate očitno veliko prostega časa, a za svojo pozornost do te zadeve presenetljivo ne boste prejeli zahvale. Kakorkoli že, zdaj, ko je saga zaključena, boste priča neskončnemu toku zelo samozavestnih mnenj o tem, kaj to pomeni za vojno. Če mi zdaj dovolite minuto, naj vse razjezim s tem, da povem, da resnica ni na skrajnostih. Ko je F-15 v petek strmoglavil, sem poudaril pomen osredotočanja na proces, ne na izide, kar pomeni, da se manj osredotočamo na srečo posameznega izida in bolj na strukturni proces, ki ustvarja to, kar opazujemo. To še vedno velja tudi tukaj. Samo zato, ker je ta iskalna in reševalna operacija potekala po načrtu, še ne pomeni, da bo tudi naslednja. Kljub temu osredotočanje na postopek še vedno kaže na previdno optimistično sliko za Združene države. Sredi marca je ameriška vojska opravila približno 6000 letov nad Iranom. Novejši podatki manjkajo, vendar bi previdna ocena danes znašala približno 10 000. 3 sestrelitve letal strani sovražnika v tem obdobju pomenijo 0,03% stopnjo neuspeha. To je izjemno dobro. Združene države Amerike še naprej prevladujejo v zraku, vendar prevlada ne pomeni nepremagljivosti. Za primerjavo naj povem, da je zanesljive podatke o tem težko dobiti. Stopnja neuspeha Rusije v prvem mesecu invazije na Ukrajino je bila približno med 0,5% in 1,5%. Torej se Združene države v Iranu odrežejo za velikostni razred bolje. Kljub temu pa stopnja neuspeha 0,03% pomeni, da bo prej ali slej še eno letalo sestreljeno. Morda naslednjič to ne bo v oddaljeni regiji in IRGC bo hitro zajel pilota. Zato mora Bela hiša še vedno skrbeti zaradi političnih posledic tega in razmisliti, kdaj ustaviti širša vojna prizadevanja v tej luči. Ko že govorimo o prihodnjih situacijah za sovražnikovimi linijami, želim poudariti, da obstaja nekaj zanimivih strategij, ki jih lahko obe strani tukaj sprejmeta, če je njihova operativna varnost dovolj dobra. Glavna težava, če Iran zajame vojnega ujetnika, je propagandna vrednost, ki bi jo to ustvarilo. In zagotovo bi vlada na dolgi rok ubrala to smer. Kratkoročno pa bi lahko vse skupaj ohranili v tajnosti. Naj ZDA verjamejo, da je pogrešani letalec še vedno tam zunaj in nujno potrebuje reševanje. To bi pritegnilo dodatna ameriška letala, ki morda ne bi delovala na enaki ravni varnostnih standardov kot običajno. Iran bi lahko sprožil domino efekt, kjer bi prvo sestreljeno letalo vodilo do drugega sestreljenega letala in tako naprej. Pojavljala so se ugibanja, da se je to že dogajalo pred reševanjem častnika v zgodnjih nedeljskih urah, vendar je bilo gledano za nazaj jasno, da so bila ta ugibanja zgrešena. To prav tako predpostavlja, da ima Iran učinkovite protiletalske zmogljivosti, kar pa iz iranske perspektive uspešnost 0,03% postavlja pod vprašaj. Medtem pa obstaja še ena možnost v nasprotni smeri. Recimo, da so Združene države tiho rešile častnika. Glede na to, kako pogosto iz Bele hiše uhajajo informacije, si je to v praksi težko predstavljati. Ampak posvetimo se tej zamisli za trenutek. To bi na to prisililo tudi iranske sile, da se izpostavijo, saj bi poskušale biti prve, ki bi našle letalca, ki ga zdaj ni več mogoče najti. CIA je očitno poskušala nekaj takega, ko je Iranu posredovala lažne informacije, vendar si lahko predstavljamo, da bi lahko poskusili še veliko večjo različico tega. Nazadnje pa se pogovorimo še o dejstvu, da so bili na terenu dejansko prisotni vojaki.
To splošno dejstvo je v zadnjih nekaj tednih pritegnilo veliko zanimanja medijev, mislim, da predvsem zaradi njihove nepismenosti glede te teme. Toda uspešna reševalna operacija bo odprla vrata novemu krogu razprav tukaj. Poskusimo to obravnavati vnaprej. Lahko si predstavljate argument, ki gre nekako takole. Združene države so pravkar prebile led z napotitvijo vojakov na teren. Operacija je potekala brezhibno, zato bodo Združene države verjetno skušale to ponoviti. Morda prevzem Kargovega otoka in zasek tamkajšnje nafte. Ali pa bo Bela hiša postala še drznejša in poskušala napredovati na iransko obalo na celini. 2 točki, ena splošna in ena, ki se nanaša na Karg. Kot splošna točka, razlog, da je bila ta operacija uspešna, je bil v tem, da je bila izjemno hitra. Veliko lažje je poslati vojake na teren, če tam niso dovolj dolgo, da bi Iran izvedel, kje so, in proti njim izstrelil drone Šahed. Kdorkoli vam pravi, da to odpira vrata kopenski invaziji na obrobju Teherana, nima pojma o geografiji države, logistiki, ki bi bila potrebna, in osnovni taktični situaciji, ki bi jo to ustvarilo. Pentagon se tega očitno zaveda, ker gre za zelo osnovno dejstvo, zato je število kopenskih sil napotenih v regijo še vedno zelo majhno. To je tudi ena vojaška stvar, na katero je Trump sam popolnoma alergičen, zato bi bil to ogromen premik v politiki, če bi se kaj takega zgodilo. Kar zadeva Karg posebej, ni izvedljivega načina, da bi zasegli nafto. Nafta tja pride po naftovodih, ki bi jih Iran preprosto zaprl. Pustimo ob strani dejstvo, da ni načina, da bi tja pripeljali tanker za nakladanje nafte. Pustimo ob strani dejstvo, da bi bile ameriške sile tam le lahka tarča za šahade. Pustimo ob strani dejstvo, da nič od tega sploh ni potrebno. Prijazen opomnik, da bi ameriški vojaki na otoku Karg preprosto lahko onesposobili naftno infrastrukturo in s tem povzročili velike težave iranski vladi. Vendar ni potrebe, da bi tam ostali. Lahko sabotirajo in odidejo. Zato ostaja grožnja, ki jo je treba imeti v mislih, čeprav bi to neizogibno povzročilo še en velik porast cen nafte. Torej, kakšne so naše ključne ugotovitve za danes? Ameriške specialne enote še naprej ostajajo najboljše na svetu. Zračna kampanja se bo nadaljevala z enako mero previdnosti, saj reševalnih akcij specialnih enot ne moremo obravnavati kot berglo. Obe strani bi lahko uporabili nekaj ustvarjalnih potez naslednjič, ko se bo pilot izstrelil za sovražnikovo linijo. In to ni dokaz, da bo s kopenskimi enotami vse v redu, kot bodo nekateri zagotovo trdili. Hej, zanimivo. Voditelji lahko trdijo marsikaj, a to še ne pomeni, da je res. In če ste si kdaj mislili, rad bi imel 50-minutno razpravo o tem, zakaj ne bi smeli poslušati, kaj voditelji govorijo. No, Lines on Maps Extra je imel včeraj ravno pravi video za vas. Še bolj zanimivo pa je, da sem obravnaval tudi okoliščine, v katerih lahko voditelji verodostojno posredujejo informacije. Ja, takšne nepričakovane stvari so zabavne. Če vam je bil današnji video všeč, ga prosim všečkajte, delite in se naročite na kanal. Se vidimo naslednjič. Skrbite zase.